Na 64. Agri smo v našem studiu gostili tudi državnega svetnika in pa župana občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, gospoda Davida Klobaso. Pozdravljeni, torej, kako to, da ste danes tukaj? Ja, sam sem na Radgonskem sejmu od svojega 6. leta naprej, prej v bistvu pod mladek našega družinskega podjetja. Sami se ukvarjamo v naši družini s kmetijsko mehanizacijo že od leta 1990. Sam sem bil tukaj kot mali fantek, oblečen prej bi rekli v furtošnico, po naše, v Radgoni ali pa Sveti Trojici, kjer smo delili letake, ukvarjamo se s prodajo kmetijske mehanizacije doma. Danes v drugi vlogi kot državni svetnik, tudi občine Gornja Radgona in pa vseh celotne Prlekije in pa Slovenskih Goric. Vsako leto z veseljem se udeležim sejma v Gornji Radgoni. Menim, da je en izmed ključnih točk srečanja dobaviteljev, trgovcev in pa strank kmetijske mehanizacije. Mislim, da tukaj se najbolj čuti neki utrip kmetijstva v primeru celotne države. Rekli ste torej, da ste državni svetnik. Kaj konkretno pa delate na sejmu? V bistvu smo danes tukaj v sklopu poslanske skupine Nove Slovenije. Zdaj vemo, da državni svetniki smo glas civilne družbe, za razliko od poslancev. Tako da sem podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve in pa delujem sem pa tudi član Komisije za obrt, turizem, gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Tukaj sem pa predvsem zaradi tega, da vidim, da dobim neki občutek, kaj mislijo ljudje, predvsem pa, da smo tukaj tudi da slišimo njihovo mnenje in da to prenesemo v parlament. Mislite torej, da je to ena izmed glavnih točk združevanja vseh, ki se tukaj danes razstavljajo? Zakaj pa? Seveda, sam menim, da slovenska politika na kmetijstvo izgleda preveč ozko. Menim, da Evropa mora gledati na skupno evropsko politiko kmetijstva. S tem bi prej prepoznali prednosti in slabosti slovenskega kmetijstva. Glede na to, da imamo tako malo območje in glede na to, da sem včasih v preteklosti delal na eni izmed največjih podjetij na svetu v Nemčiji, v Mannheimu, ki se ukvarja s kmetijsko mehanizacijo, smo opredeljevali malega kmeta do 15 hektarov. In se pravi, v tej neki primerjavi je slovensko kmetijstvo ekstremno malo. In zdi se mi, da imamo premalo strateško opredelitev kmetijske panoge, imamo premalo fokusa na to ali pa neke strategije državne, v kaj bi trebalo vlagati, predvsem pa, da to dobro suportira kmeta. Prepogosto se kmeti znajdejo prepuščeni sami sebi, ali gledamo iz vidika suše, ali gledamo iz vidika poplav, ostalih naravnih katastrof, kot so plazovi in podobno. Zdi se mi, da slovenski kmetje rabi bistveno več operativne politike, ki bi pač omogočila neko varno delovanje vseh kmetov. Delujete torej mednarodno. Kako pa bi v bistvu to sodelovanje z večjimi kmetijami oziroma z več državami po Evropi povzdignilo naše kmete, predvsem zaradi pomanjkanja našega območja? Sam menim, da čisto vsak v tej hierarhiji se mora ukvarjati s tem, kar najbolje zna. Se pravi, kmet se naj ukvarja z kmetijstvom. Politika pa je tista, ki mora ustvariti dobro politično in kmetijsko okolje, v katerem lahko naš kmet dobro prosperira. Zato menim, da od lokalne politike, kjer smo pač župani, sam sem tudi župan občine Sveta Trojica, ustvarjamo dobre pogoje,
Seveda pa dobre pogoje lahko ustvarjamo samo na podlagi dobrih državnih, nacionalnih oziroma evropskih politik. In menim, da imamo vrhunsko predispozicijo, vendar je včasih demokracija, zdaj sploh, ko jo primerjamo z ostalimi državami ali pa z bolj strogo roko vodenimi državami, mogoče malenkost zaostajamo. Preveč je mnenj, preveč je ovir na področju birokracije. In sam menim, da predvsem dobra, jasna strategija, ki jo razumejo vsi členi, se pravi od kmeta do visoke politike, mora biti jasna. Prepogosto pa v Sloveniji lovimo ali pa gasimo požar, takrat, ko je že prepozno. Kot ste omenili, ste tudi župan občine Sveta Trojica. Kako pa ti dogodki, kot je danes, današnji sejem, pripomorejo sami občini? Jaz mislim, da celotna regija z takimi dogodki prosperira, ima možnosti razvoja turizma, ima možnosti razvoja lastnih produktov znotraj občin in menim, da ali pa iskreno spodbujam, se trudim suportirati dogodke, kot so današnji, oziroma kot je Radgonski sejem, kajti brez tega je vse naše zaledje nekih mest samo eno spalno naselje. Gospod, hvala vam za prijeten pogovor in srečno v prihodnosti. Najlepša hvala.